Da bi bilo več programov, študijskih programov dostopnih v angleščini. Da bi bile izmenjave finančno dostopne večjim študentom. Da bi se mogoče celoten sistem malenkost bolj centraliziral in da bi bilo v bistvu bolj dostopen tudi vsem, da bi bila tudi neka mobilnost večja. Da bi imeli dejansko, da bi bil drugi letnik identičen v Sloveniji, v Nemčiji, v Franciji, da bi lahko enostavno prehajali, da bi to še omogočalo te študijske izmenjave. Da v bistvu skupaj ustvarimo en evropski izobraževalni prostor, ki ne bi bil tako deljen na posamezne nacionalne sisteme, ampak da bi bil en. Želel bi si, da bi Evropska unija nekako pritisnik, ki ni najboljši izraz, ampak nekako dala vedeti državam, ki premalo vlagajo v razvoj in v znanost, da morajo to še povečati. Da se bolj osredotoči na to, kaj lahko res kot družba znanja naredi za evropske državljane oziroma za nas. Slovenija dejansko je država z najnižjim deležem javnega denarja za raziskave v celi Evropski uniji. Vsak bo za svoje življenje iskal tisto najboljšo priložnost in če ne bomo znali mi tukaj ponuditi tega, še posebej mladim, potem tudi, če ukinemo študentske mobilnosti, ne bomo preprečili bega možganov. In tukaj bomo morali temeljito spremeniti svoj način delovanja v državi, da bomo ta brain drain preprečili, da bo prišlo dejansko do kroženja možganov, ne pa do odlivanja možganov.